Se pravi, glede guvernerja, večkrat smo že povedali, gospod Vasle ni bil vaša prva izbira, pa vseeno ste pripravljeni podpreti tudi njega. Zdaj je nekako vse odvisno od LMŠ in od SDS. Mislite, da bo uspelo, da ne bomo šli še tretjega kroga v iskanju guvernerja? Tako je, gospod dr. Vasle ni bil naša prva izbira, ampak to ni pomembno. Kot veste, pri takšnih imenovanjih nikoli ne more ena stranka, sploh če je manjša, izvoliti sama samostojno nekega kandidata. Naša prva izbira je bil, dokler je bil pač resen kandidat, dr. Masten. Ko se je izkazalo, da nima dovolj podpore, pač smo izbirali med ostalimi in mislimo, da je dr. Vasle zelo dober kandidat. Zdaj pa še za kolega Gregorca, ki pa pripravlja prispevek o gospodu Puriču, če bo izvoljen. Se pravi, moje vprašanje je, glede na to, da so nekateri, mislim, da so številni pomisleki okrog kandidata, če v stranki trdno stojite za tem, da je to res najboljši kandidat, ki ste ga lahko predlagali. Absolutno trdno stojimo za tem, da je to najboljši kandidat, ki smo ga lahko predlagali. Pomisleke sem slišala strani opozicije, kar je normalno. Vse koalicijske stranke so v svojih stališčih jasno podprle dr. Puriča in povedale, da mu je treba dati možnost, da se dokaže. Tudi jaz sem v stališču povedala, da strokovnjakov z področja črpanja evropskih sredstev ali kohezije v Sloveniji ne obstaja veliko. Če bi razmišljali samo v teh nekih ozkih okvirih, bi morda morali za ministra izbrati nekoga, ki je zaposlen na tem ministrstvu. Nam se pa zdi ključno, da je dr. Purič strokovnjak za organizacijske vede, doktor organizacijskih ved in ima dolgoletne izkušnje pri menedžeriranju kadrov, tako da upamo, da bo to ekipo, ki ima ta strokovna znanja na tem ministrstvu, povezal, motiviral in zagnal proti temu, da se vsi potrebni cilji pravočasno izpolnijo. Še to, se gospod Bandelli vrača v poslanske? Formalno v trenutku, ko je imenovan novi minister, postane gospod Bandelli poslanec. Tako da formalno se v vsakem primeru vrača, kaj točno se bo pa odločil, bo pa stranki sporočil na jutrišnjem sestanku. Hvala. Se pravi, je še optional, pride nazaj ali ne? Mislim, je stvar njegove odločitve, ni tako, da bi avtomatsko... Stranka odločila. Ne, vse to, ja.